Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Ste kdaj pomislili, da bi bili boter nekemu otroku na drugem koncu sveta? Morda ste, marsikdo je o tem tudi že slišal. Ampak kako to poteka in kdo konkretno se s tem ukvarja, pa včasih ne vemo. In seveda, glede na to, da se v dobrodelnih stvareh dogajajo marsikatere nepravilnosti, tudi ne želimo dajati denarja kar tako. Če pa vemo, komu gre, če ima tisti na drugi strani, še zlasti, če je to otrok, ime in priimek, obrazek in dve očki, ki gledata, potem seveda je lahko situacija čisto drugačna. Lažje damo, raje damo, ker vemo, da pomagamo. No, in z nama v studiu sta zakonca Lidija Fišer in Igor Fišer. Pozdravljena. Ki sta v društvu botrov otrok Tvimc, doma sta iz Kamnika in več o tem, kaj je to društvo, katere otroke podpira in na kakšen način lahko postanemo tudi mi botri, pa se bom seveda pogovarjala z njima v naslednjih recimo dobrih 20 minutah. Poglejte, od 1. februarja letos je to društvo v Sloveniji. Povezano je z Indijo in v Indiji deluje že 16 let. Kaj to dejansko pomeni? To pomeni, da dejansko ustanovitelj tega društva v Indiji je Gašper Orehek, ki je, bo rekel, naše gore list, doma iz Moravč, in kot popotnik se je odločil, da bo šel po svetu pač pogledati, kakšno je stanje. V bistvu ga je pot zanesla v Indijo, kjer se je tudi ustalil. Živi tam. Tam živi, ima svojo družino, ženo Indiko, hčerko že Slovenko in zdaj je že 16 let v bistvu v Indiji. Tam je ustanovil tudi društvo Tvimc, kar pomeni The World is my country. In to društvo se ukvarja v bistvu s pomočjo otrokom, sirotam in tudi starejšim, ki si težko pomagajo, ki nimajo pač sredstev za svoje življenje. Ampak ti otroci rabijo seveda sponzorje, ne? To se pravi, brez sredstev ne moreš pomagati ne otrokom, ne starejšim. Pomeni, da je to dobrodelno društvo, ki dejansko tudi nabira denar. Je tako. To društvo se v bistvu ukvarja s tem, da pridobiva donatorje, sponzorje, ki omogočajo tem otrokom pač življenje, otroka vredno življenje. In s tem se v bistvu ukvarja čisto prostovoljno in zaradi tega je poklical tudi na pomoč vse ostale, pač kateri so mu pripravljeni priskočiti na pomoč. Ga poznate? Ja, poznava ga, mi da sva ga tudi imela srečo osebno srečati. Lansko leto sva bila v Indiji, sva šla obiskat tudi najini deklici med drugim, ker sva tudi botra dvema deklicama. Sva imela priliko tudi videti, na kakšen način deluje, kako ga ljudje imajo zelo radi, kako se obračajo na njega, prosijo za pomoč. In v bistvu je smiselno po vaše, da se pomaga? Seveda je smiselno. Midva sva se najprej sama odločila in potem, ko sva videla, na kakšen način Gašper deluje, sva začela pa tudi midva intenzivno delati na iskanju botrov. Tako je pa tudi potem kasneje nastal to naš društvo, kjer v bistvu smo nekako kontakt med botri, med Gašperjem in med otroci. Poglejte, vemo, da je otrok po svetu, kolikor hočeš, namreč otrok, ki potrebujejo pomoč. Zakaj pravzaprav naj bi se Slovenci odzvali in podprli otroke v Indiji? Kaj mislite? Ja, jaz lahko zase osebno rečem, da sem to začutila kakor en klic. Jaz, ko sem videla te otroke, ko sem videla, v kakšnih razmerah živijo, mene je to kar potegnila. Saj jaz pravim, vse dejansko rabijo otroci tudi v Sloveniji pomoč. Nama velikokrat rečejo prijatelji, pa zakaj v Indiji, ne? Ampak jaz pravim, tam, kjer začutiš, tam pomagaj. Tam, kjer delaš srcem, to je zelo pomemben. Dejansko nama je bistvo to, da se pomaga vsem otrokom. Ni nujno, da je to indijski otrok. Lahko je tukaj.
Ampak dejansko ta sredstva, katera se namenjajo, so toliko minimalna, da v naših razmerah to ne pomeni take, bi rekel, velike pomoči, pri njih je pa to ogromno, ne? Ker ta sredstva so minimalna. 20 evrov, za 20 evrov ima otrok v bistvu oskrbnino za cel mesec. Kaj pa šolanje? Hodijo ti otroci v šolo? To imajo nek pogoj, ne? Dejansko jim je Gašper postavil pogoj, da dobi donacijo oziroma dobi botra iz Slovenije ali pa odkodarkoli pod pogojem, da se šola. S tem se nekako otroku omogoči tudi kasnejša eksistenca, ne, se pravi, da lahko on kasneje živi, da se lahko zaposli, ima možnost potem tudi komunicirati z nami, zato smo jim pač tudi priskrbeli dodatno izobraževanje angleščine, da se lahko z nami sporazumevajo. Mi smo imeli lansko leto malo težavo, ne, ker smo rabili dobesedno prevajalca, na srečo je bila to njegova žena, da je ona prevajala. To se pravi med otroci in nami, ko smo prišli. Sicer so nas sprejeli, kot da smo prišli z nekega 9. sveta, ampak dejansko bi radi ustvarjali stik z ljudmi tukaj, našimi ljudmi, botri in otroci, da bi imeli bolj konkreten stik z njimi, da začutijo tudi oni, tako kot smo mi dva začutila. Poglejte, to je pravzaprav tisto, ne? Ko vidiš nekoga, veš, to je to. To je konkreten otrok, za katerega jaz skrbim. Tako. In verjetno je to dober občutek. Kako recimo se vi zdaj počutite kot botra, ko ste videli svoje, recimo te dve deklici, vaši deklici? Ja, to moraš doživeti. To moraš res doživeti. To je enkraten občutek. Tako da tudi marsikatero boter naj nagovarja, a bomo šli enkrat skupaj v Indijo, tako da imamo tudi v planu, da bomo naredili enkrat prav potovanje botrov v Indijo, da obiščemo te naše otroke, no? Ker je to res enkratno doživetje. Koliko otrok pa že Slovenci podpiramo? Slovenci podpiramo, bi rekla, tam nekje okrog 200 otrok v Indiji, tako da je to že kar lepa številka, pa moram reči, da se kar veča, kar naprej dobivamo nove botre. Ja, na vse zadnje je res ta dober občutek, ne, za 20 evrov, kar je pravzaprav pri nas mogoče nekaj kavic, če lahko tako rečemo, ko nihče pravzaprav ne vem kako, pač z dostojnimi dohodki, ne bomo govorili o ljudeh, ki imajo težave. Ampak recimo, če vzamemo neko povprečje, 20 evrov pomeni dejansko tako zelo malo, zraven pa tako dober občutek, da ti šolaš nekega otroka. In zdaj me zanima, koliko so ti otroci stari? Ja, v prvi razred grejo tam nekje s 5 leti. In takrat postaneš boter? Takrat postaneš boter, ja. Potem pa tam nekje 12 let je šolanje v Indiji, se odločajo tudi za nadaljna študij, seveda, če smo botri pripravljeni financirati, pomagati, ker sami si tega ne morejo privoščiti, ne. Tako da recimo najina ta velika deklica že tudi študira naprej, dela medicinsko šolo. Toliko časa jo že podpirata? Ne toliko časa, ampak... Se pravi, sta dobila malo večjo. Ja, že malo večjo. Tako. Poglejte, kaj pa, če recimo otroci nočejo hoditi v šolo? V tem primeru... Mogoče kdo noče? Ja, tudi to se je že zgodilo. Dejansko so temu bolj krivi starši kot pa otroci sami. Otroci sami radi hodijo v šolo že zaradi tega, ker imajo občutek, da se družijo, in se ukvarjajo z raznimi športi, z vsemi temi dejavnostmi. In starši pa, ko enkrat začutijo, da dobijo denar, se pravi, dobili smo take odzive, da reče, ja, saj imate botra, zdaj vam ni treba več v šolo hoditi, jaz pa tudi delati ne bom hodil. Tukaj v tem primeru se botrstvo prekine, oziroma se opozori, potem pa prekine, pa damo rajš tismo, kjer hodijo v šolo. Aha, ampak mi smo govorili o osirotelih otrocih, zdaj pa govorimo o starših. Ja, tukaj je več različnih otrok. Dejansko tisti, kjer so popolne sirote,
In potem tisti, kateri imajo enega od staršev ali enega od svojcev, se pravi, so to stari starši, ki ne morejo delati, so recimo bolani, ne morejo preskrbeti družine, tistim se potem da to pomoč. Ker se dogaja, da dejansko so stari starši že toliko nemogli, tam ni socialne podpore. Ni socialne podpore in dejansko na polje ne morejo iti. Plačilo dobijo dnevno, pač tisto hrano, katero dobijo, in to je njihovo plačilo. In v bistvu s tem težko, lačen otrok se pa ne more učiti. Gospa, zakaj ste izbrali deklice? Recimo v Indiji vemo, da je vendarle položaj ženske precej drugačen kot položaj moškega. Točno tako. Midva sva zbrala deklico raven s tem namenom, ker bi se deklica mogla poročiti. V Indiji, najina je bila stara 13 let, ampak v Indiji je primer tudi z 8 leti se deklice poročijo, ker pač starši nimajo druge izbire. Če hočejo, da deklica preživi, jo pač poročijo z nekom. Kar je pravzaprav isto kot prodaja. Po 20 ali pa več let starejšim, recimo. Potem pa kakršna pač usoda jo čaka, kakršno srečo ima. Zato ogromno deklicam pomagamo. Res jim damo nekak prednosti, čeprav tudi dečke zbirajo botri naši, pač po želji, kar želijo, kar začutijo. In recimo deklice se potem šolajo? Ja. Pomeni, da na nek način so tudi same lahko preskrbljene. Točno tako. Niso odvisne od moškega, moža, poroke, nekih dogovorov. Ja, prodaj. In tako naprej. Kaj pa recimo to, ko ste tudi rekli, da gre za dom za starejše, za ostarele, za onemogle. Kaj pa je pravzaprav to? Tu pa ne gre za botrstvo. Ne, tu ne gre za botrstvo, ampak gre za projekt, ki si ga je zamislil pač Gašper, glede na situacijo, ki je v Indiji, da ni teh socialnih ustanov, dejansko se je pokazala potreba, da te otroci, kateri nimajo dejansko svojih svojcev, nikogar in so pač prepuščeni cesti, naj bi imeli to kot zatočišče. Istočasno bi se pa tu nastanili tudi te starejši in bi ustvarili kot skupnost. Se pravi, skupnost, ki vzdržuje sama sebe. Ta sirotišnica naj bi imela noter in ambulante in šole in vse dejansko v eni sami ustanovi. In to je nekje plan, ki naj bi se ustanovil, če bojo seveda sredstva. In vajino društvo išče sredstva in išče botre. Točno tako, oboje. Pa dajmo recimo tule prednost pogovoru. Kdo je pravzaprav primeren za botra? Za botra je primerna vsaka polnoletna oseba. Se pravi, dobro, če oseba ni polnoletna, mora imeti pač soglasje tudi od staršev. Ker tu le nastopi neka odgovornost. In zaveza. Ne moreš 2 meseca dajati, potem pa reči, zdaj pa ne dam več. Tako. In dejansko vsak sam pri sebi prisodi, če se čuti odgovornega, da prevzame to, dejansko otrok je otrok. Otrok je otrok in če tisti, ki pristopijo, dejansko tudi pristopijo kot starši. To pokažejo potem z raznimi gestami, ko pošiljajo darila tem otrokom, se jih spomnijo za rojstne dneve, vse te podatke imajo in dejansko jih začutijo kot svoje lastne otroke. Zato nekega pogoja, kdo je lahko boter, ni. Kdor ima občutek, kdor ima srce, da to bi rad počel, se pravi, da bi rad vzel pod svojo oskrbo,
je dobrodošel. Skratka, olajšal neko trpljenje. Ne? Točno. Potem otroka lahko izbereš ali pa morda rečeš, da ti pač nekoga določijo. Drži to? Točno tako, ja. Nekateri si izberejo, mi imamo pač tudi en tak, bom rekla, narejeno eno knjigico, noter so vsi otroci, ki potrebujejo pomoč. Slikicami, življenjepisom in potem si na podlagi tega si izberejo botri otroka ali pa tudi včasih rečejo, zberite vi tistega, ki najbolj potrebuje. Potem pa pač v dogovoru z Gašperjem pač zberemo enega otroka. Ne? Rekli ste že 20 € na mesec. Kako se to plačuje? Najbrž ni treba, da vsak nakazuje, vsak mesec hodi na banko, ne vem. To je čist po želji botra. Nekateri lažje nakazujejo. Mi imamo tudi primer, ko za ene družine so vzeli 3 otroke, pa vsak mesec plačujejo. Pa imamo primer, ko tudi nekdo vzame enega, pa za celo leto plača. To je pač stvar dogovora. To se pač mi dogovorimo. To se pravi, botru je dejansko prepuščeno, da se sam odloča tako, kot njemu najbolj ustreza. Koliko pa imate že botrov v Sloveniji? Ja, tam nekje preko 55. Za več kot 70 otrok. In to od letošnjega februarja? Ne, to smo že odprej. Ste že prej, ja. Samo društvo smo odprli zdaj, ker v bistvu so ves denar je šel preko privatnega najnega računa in sva nekje prišla do ene točke, ko sva rekla, zdaj pa moramo nekaj narediti, da se bo odprl en račun, eno društvo, da se prek tega nakazuje denar. Da se legalizira, da je transparentno, kajti na vse zadnje ljudje danes to želimo. Ravno zaradi škandalov, ki jih doživljamo vse povsod, kaj se z denarjem dela, zlasti, ko ne veš, komu gre. Točno tako, ja. Tukaj dejansko vsak boter, kjer nakaže ta denar, dobi dokazilo, se pravi, vsi izpisi so evidentni, dobi tudi povratno informacijo od Gašperja, da je denar prejel, kam gre potem ta denar, dobi od vsakega otroka tudi učni uspeh, kaj se z njim dogaja, ali še redno hodi, kakšen uspeh ima. In to je dejansko tisti vpogled, da je boter lahko siguren, da gre denar v prave roke. Pa še nekaj, verjetno gre lahko kadarkoli v Indijo? Seveda. Pogledati otroka, preverjati, ne nazadnje. Gašper je vsakega obiska zelo vesel. Se pravi, se da tudi z Gašperjem čisto osebni kontakt potem skleniti in seveda, ker to poteka v slovenščini, kaj lepšega. Ja, točno. Ja, kaj pa recimo, rekli ste, da ima vaše društvo pravzaprav še tudi določene druge cilje, povezovanje recimo Slovenije, Indije, povezovanje teh otrok. Kako ste si pa to zamislila? Zdaj v prvem planu je, da bi nekje otroke povezala, ker tukaj se vse dogaja okrog otrok. In da bi indijski otroci začutili tudi naše otroke, da vejo, da je na drugem koncu sveta tudi nek drug otrok. Ni važno, zdaj je to barva, važno je to, kaj imajo v srcu. In to je naša ideja, da bi začeli povezovati šole. Se pravi šole na ta način, da bi slovenski otroci pri nekih krožkih ali delavnicah ali kakorkoli izdelali neke izdelke, te izdelke bi potem dali na nek bazar, kjer bi bili otroci lahko prisotni in bi šlo to pač v prodajo. Prispevki iz tega, pač iz te prostovoljni prispevki, bi šli potem v namen indijskih otrok. Indijski otroci bi pa pač pod okriljem Gašperja pa naredili svoje izdelke in bi spet poslali našim otrokom, da dejansko naredimo neko izmenjavo. Kako lepo. Se pravi ta občutek te povezanosti po svetu, kako vsak zelo malo da in zelo veliko lahko dobi. To je bistveno. Ja, in to se pravi, da tole društvo bo kar preraslo pravzaprav samo iskanje in zbiranje sponzorjev in sponzorskih sredstev. Ja, ideja je taka široka. Dejansko nismo, bi rekel, ozko usmerjeni samo v pridobivanje botrstv, ampak dejansko
bi radi organizirali tudi prireditve, te dobrodelne in take stvari, pač idej je ogromno. In z vsakim botrom, ja, tako. Imate tudi časa dovolj? Se ga najde. Vedno. Kaj pa volja pa je, brez tega ne bi pravzaprav niti ustanavljali tega. No in seveda več podatkov lahko ljudje dejansko dobijo tudi na vaši spletni strani, ki se bo izpisala ali morda se je tudi že, tako da lahko dobijo več podatkov. Potem, če kdo želi donirati, je morda najbolje, če kar vaju pokliče in da se potem naprej dogovarjate, kako in kaj in ne nazadnje verjetno tudi, pač, če želi ali za otroke ali za izbira tudi namen donacij. Tako je. Kaj je pravzaprav še kaj pomembnega v zvezi z botrstvom? Sem mogoče kaj pozabila vprašati, smo kaj pozabili povedati, namreč to je zelo ključni poudarek, pravzaprav podpreti te otroke. Ja. Mislim, da smo v glavnem že kar veliko zadev obdelali. Dejansko tukaj je pri tem botrstvu, moram reči, da so obstoječi botri zelo, bi rekel, odprti in so bili pripravljeni pomagati tudi v primeru elementarnih nesreč. To prišlo je recimo v teh, bi rekel, krajih so bivališča, v glavnem so ta huti, slamokriti ali so to palmini listi, vse je to, bi rekel, bolj na kupu in ko pride do neke nesreče, dejansko gre to kar verižno. In pač v parih primerih so bili tudi žrtve naši otroci in takrat moram reči, da so bili zelo odzivni in oni so takoj pomagali, takrat smo tudi to objavili tudi na Facebooku, se pravi, potem na tej naši spletni strani in moram reči, da je bil zelo dober odziv. Tudi te, kateri so bili enkratno pomoč in take stvari. Tako da je pa to, da dejansko se takrat, ko prideš v to situacijo, se to ne ustavi, ker gre naprej. Kako dobro, da se pravzaprav tu dopolnjujete, da imate neke vrste isti interes. Ja, to je pa res zelo fajno, ker dejansko lahko en na drugega računava, en z drugim delava, tako da je to, meni to zelo veliko pomeni. Težko, mislim, bi recimo en sam človek to delal, če ti drug nekako nasprotuje ali pa če se ne strinja s tvojim delom. Tako da midva sva tukaj res eno. Kaj pa potem na drugi strani tudi gospod Gašper in njegova indijska žena? Ja, seveda. Ona zelo veliko sodeluje z njim, ona ogromno pomaga, ona je konec koncev učiteljica, v šoli dela in v šoli največkrat vidijo kritične primere otroka in tudi šole dostikrat sporočijo preko Klemence Gašperju, ta otrok bi pa res nujno rabil pomoč, ga bojo dali šole zaradi takih ali pa drugačnih vzrokov. Tako da on tudi, njegova družina s hčerko vred sodeluje kot eno. To pomeni pravzaprav stvar, ki se dela s srcem, ima zagotovo tudi zagotovljen uspeh. Sigurno, ja. Ja. Kaj pa recimo samo to izobraževanje? To pomeni, da otroci ali opravljajo osnovne šole oziroma ali se tudi učijo za poklice, da so pravzaprav lahko nekako prej usposobljeni za življenje, ali je to dejansko namen, da se čim dalj časa šolajo? Pač odločitev je v otrokih samih. Se pravi, če otrok želi na koncu šolanja se zaposliti, se pač zaposli. Če pa želi študirati naprej, pa če ima še boter interes pomagati, potem tle sploh ni ovire, lahko študira. In je tudi dobro, da študira, ker ima potem veliko boljše pogoje za življenje, nasploh za naprej. In tudi deklice predvsem. Predvsem deklice, ja. Ali Slovenci podpiramo več deklic, več dečkov? Mislim, da je tukaj kar izenačeno, da je sicer prevladujejo deklice, sočutje slovenske. Ja, tako, ker dejansko ti je malo žal, da ne bi deklice prišle v tako situacijo, ki je vidna. Dejansko v najnem obisku, ko so bila midva v Indiji, sva videla zelo veliko primerov, kako se dejansko izkorišča te otroke. In tisto ti ni prav.
dobiš občutek, bi rad vsem pomagal, vsem dejansko ne moreš pomagati, a ne? Ampak če pomagamo vsaj en delček tem otrokom, smo že veliko naredili. Veste, stvar se obrne v drugo smer, ne? Ja. To je to. In mislim, da je zelo pomembno. Ja, takole bi rekla, v imenu človečnosti se vam zahvaljujem za to, kar delata. V imenu vseh botrov, jaz pač ne sodim med vaše botre, ampak imam nekje drugega, torej drugo deklico, ki sem ji botra. To je v Tibetu. Namreč marsikje je, ne, tudi v Afriki, tako kot ste rekli, nekje začutiš, tja se odzoveš. Skratka, naj bo čim manj otrok, ki bi botrstvo potrebovali, in predvsem, da bi se čim več ljudi odzvalo za vse tiste otroke, ki botrstvo potrebujejo. Skratka, naj vama uspeva še naprej in tako kot pravim, hvala, ker v imenu nas vseh delata dobro. Hvala. Hvala vam. Svidenje.